Danes v Pomurskem dnevniku. Na nebu bo več kot 130 balonov. Prometni zastoji zaradi prvenstva. Evropski teden mobilnosti. Krizne razmere v živilski industriji. Vreme jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Murski Soboti in bližnji okolici se ta teden pričenja 24. svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. V 7 tekmovalnih dneh se bo pomerilo kar 105 tekmovalnih balonov, poleg teh pa bodo na nebu še baloni posebnih oblik, na primer srce in jabolko ter baloni za komercialne polete, tako da jih bo skupno čez 130. Obeta se torej pravi zračni spektakel. Na nebu v okolici Murske Sobote že ves teden letajo toplozračni baloni, saj nekateri tekmovalci, predvsem tisti iz najbolj oddaljenih koncev, tu trenirajo že od ponedeljka. Najprej so prišli na treninge tisti, ki so od najdlje, se pravi tisti, ki so čez lužo, iz Amerike, z Brazilije, Avstralije in Novozelandci. Seveda ti so tudi najprej leteli nad Pomurjem. Če malo povem statistiko, imamo 105 tekmovalnih balonov iz 32 držav. Lahko povem, da imamo tudi svetovnega prvaka Dominika Bedforda in svetovno prvakinjo Darjo Golovsko. Na to smo seveda zelo ponosni. Poleg svetovnega prvenstva smo pripravili tudi fiesto. Na fiesti leti 15 toplozračnih balonov in od tega kar 6 special shapeov, to so tako imenovani baloni posebnih oblik. Vsak tekmovalni dan med 18. in 22. septembrom se načrtujeta 2 poleta, eden zjutraj okoli 7. ure in drugi popoldne okoli 16. ure. Zjutraj se bodo, če bodo vremenske razmere to dopuščale, tekmovalci poskušali približati letališču Murska Sobota, kjer jih bo čakala ena od tekmovalnih nalog. Vremenska prognoza za konec tega tedna ni najbolj ugodna, kasneje se izboljšuje. Padavine se umirjajo. Vsekakor bomo skrbeli v samem tekmovanju, da bo poleti varni, da bodo izvedeni v temu primernih pogojih. Kar se tiče same legitimnosti tekmovanja, imamo načeloma precej odprte roke, saj moramo izvesti 2 poleta in 3 naloge. Jaz mislim, da to je relativno enostavno dosegljivo, vseeno imamo na voljo 5 tekmovalnih dni, torej do četrtka zvečer. Vkolikor nam to ne uspe, imamo še odprto eno okno, to pomeni petek zjutraj. Torej petek zjutraj imamo rezervni termin za tekmovanje. Množica pisanih balonov v zraku bo v Pomurje gotovo privabila množico ljubiteljev toplozračnih balonov iz Slovenije in tujine. Balonarski klub Roto, Mestna občina Murska Sobota, Letalska zveza Slovenije in Aeroklub Murska Sobota so zato pripravili tudi pester spremljevalni program. Namreč poleg 700 ekip oziroma tekmovalcev v teh ekipah in spremljevalnega osebja bo v regijo prišlo prav gotovo veliko obiskovalcev, mnogo obiskovalcev, ki se bodo tu dobro počutili kot vedno in z te regije odnesli dober vtis v svoje domove in prepričana sem, da se bodo še vračali in prihajali nazaj ob drugih priložnostih. Torej, jaz bi za konec vsem tekmovalcem zaželela obilo uspeha in pa, da nam pričarajo nad našo ravnico izjemne prizore. Uradno odprtje prvenstva s predstavitvijo najboljših pilotov balonov iz 34 držav sveta bo v soboto ob 15. uri pred Soboškim jezerom. Tam bodo doskočili padalci, predstavili bodo gašenje s helikopterjem Slovenske vojske, prizorišče pa bodo preleteli pilatusi Slovenske vojske, na ogled bodo tudi letalske akrobacije. Zaradi balonarskega prvenstva se pričakuje, da bodo predvsem zjutraj in zvečer ob cestah v okolici letališča in Expana nastajali prometni zastoji. Nekatere ceste bodo tudi zaprte. Zato organizatorji prosijo za razumevanje voznikov in obiskovalcev.
Kljub zračnemu spektaklu se prav tako opozarja, naj vozniki poleg balonov gledajo tudi na cesto. Obstajajo možnosti zastojev na cestah, tudi to. Apeliram na vse domačine, vse, ki boste prihajali. Vkolikor boste se odločili za slikanje na cestah, lepo prosim, pametno ustavljajte vozila, pazite, kako izstopate iz vozil, namreč tudi drugi vozniki zna biti, da bodo gledali balone. Tako da po lastnih izkušnjah, ki jih imam, lepo naprošam vse, ki vozite vozila, ne gledajte balonov, gledajte na cesto, po potrebi ustavite vozilo, varno izstopite in slikajte. Prav tako, ja, zastoje bomo naredili in zjutraj, ko bomo odhajali iz samega, bom rekel, območja, kjer bomo imeli tekmovalne sestanke. Takrat bodo piloti šli na polja, startali bojo nekje zunaj letališča. Vsi se trudijo, tudi mi, da ne delamo škode, upam, da bo vse ok. Prosim lastnike za razumevanje, da vkolikor bi se že kaj zgodilo, lahko stopite v kontakt z nami in bomo to tudi kasneje uredili. Tudi ljudje, marsikdo ne razume slovensko, tako da tudi tu prosim vse za razumevanje. Prihodnji teden se začenja Evropski teden mobilnosti. Gre za mednarodno pobudo, ki lokalne skupnosti spodbuja k uporabi bolj trajnostnih načinov mobilnosti. V ta namen bo v Murski Soboti na voljo tudi brezplačna popravljalnica koles. Sodoben življenjski stil nas preganja kot neusmiljen trener. V vsakem trenutku nekam hitimo in nenehno se nam mudi. Morda se prav zato preveč zanašamo na avtomobil, ki naj bi nas rešil iz časovne zagate, a nas pušča s pogubnimi posledicami. Z onesnaževanjem, s hrupom, z nesrečami in vse večjimi zdravstvenimi težavami zaradi pomanjkanja gibanja. Prav zaradi tega se je vzpostavil Evropski teden mobilnosti, ki celotno Evropo vabi, naj namesto avtomobila za svoje poti v službo, šolo ali trgovino raje izberemo katerega izmed bolj trajnostnih načinov mobilnosti, na primer hojo, kolesarjenje ali pa uporabimo javni potniški promet. S pomočjo tedna mobilnosti tako vsaj enkrat na leto združimo moči in na glas pozovemo k spremembi mobilnostnih navad. Letošnji Evropski teden mobilnosti bo potekal pod sloganom Trajnostno povezani in sicer od 19. do 22. septembra. V sklopu tedna mobilnosti pa bo tudi v Murski Soboti na voljo več različnih aktivnosti. Med drugim tako pripravljajo gledališko predstavo za otroke, dan brez avtomobila ter brezplačno popravljalnico koles, ki bo potekala na Slovenski ulici. Tam si boste lahko vsak dan med 13. in 17. uro brezplačno servisirali kolo, da bo le-to brezhibno in varno za udeležbo v prometu. Predsednik vlade Robert Golob je v sklopu obiska Velenja s predstavniki živilske industrije spregovoril o stanju v panogi zaradi dviga cen energentov in drugih surovin. Napovedal je, da bo država zaščitila tiste, ki so trenutno z vidika cen energentov najbolj na udaru. Srečali smo se s predstavniki živilske industrije, v bistvu sta povoda dva. Na eni strani naraščajoče cene energentov, ki pomembno vplivajo na njihovo poslovanje, na drugi strani pa tudi pritiski strani ostalih njihovih vhodnih surovin na cene. Na nek način seznanili smo se, dogovor je, da bomo nadaljevali s tem naprej, da bomo najprej poskrbeli za tiste, ki so danes najbolj na udaru z vidika cen energentov, hkrati pa poskušali vzpostaviti tudi skupaj z njimi učinkovit nadzor nad verigo. Zato da bomo vedeli, kje se dejansko, na kateri strani verige se ustvarjajo mogoče v tem trenutku neki viški denarja, za katere v teh časih res ni primerno, da se ustvarjajo. Hkrati smo se pa tudi so jih informirali z našimi aktivnostmi, ki so pa vezane na celotno gospodarstvo, kjer smo ravno zdaj začeli z konkretnimi pogovori, kako sestaviti formulo za energente za prihodnje leto. In svetovali smo jim, ne podpisujejo v tem trenutku nobenih pogodb za prihodnje leto, ker se bojo cene, resnične cene oblikovale v roku naslednjega meseca. Občina Beltinci je v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo objavila javni razpis za podelitev štipendij za nadarjene študente. Rok za oddajo vlog je 30. september,
Pa si poglejmo, kdo lahko prejme občinsko štipendijo. Občina Beltinci je v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo Murska Sobota včeraj objavila javni razpis za podelitev štipendij za nadarjene študente za študijsko leto 2022-2023. Vsega skupaj je razpisanih 10 občinskih štipendij v višini 120 evrov mesečno. Od tega se 5 štipendij dodeli študentom naravoslovnih ved, 5 pa študentom družboslovja. Študentje, ki želijo pridobiti štipendijo, morajo tako imeti povprečno oceno opravljenih izpitov vsaj 8,5 ter biti najmanj 3 leta prijavljeni v občini Beltinci. Seveda morajo tisti, ki bodo štipendijo pridobili, letnik tudi uspešno zaključiti ter po koncu študijskega leta predložiti vso potrebno dokumentacijo, vključno s potrdilom o uspešno zaključeni enomesečni obvezni praksi na območju občine ali drugje v Pomurju. Kandidati morajo vloge oddati do petka 30. septembra. Oddajo jih lahko osebno na občinski upravi občine Beltinci ali pa pošljejo priporočeno po pošti na njihov naslov. Vlogo in vse določbe razpisa za pridobitev štipendije lahko kandidati najdejo na spletnih straneh občine Beltinci. V mariborski bolnišnici naj bi v zadnjem času prišlo do več primerov izginulega denarja. Policisti med drugim preiskujejo, kam je izginilo 6.000 evrov, ki jih je v bolnišnico za namen pogreba prinesel starejši moški v primeru svoje smrti. Več o tem pa si lahko preberete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes smo imeli delno oblačen dan s temperaturami okoli 21 stopinj Celzija. V Krajinskem parku Goričko smo tako opoldne namerili 22, v Murski Soboti, Lendavi in Radencih pa 21 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno. Dež bo zajel vso Slovenijo, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo vmes tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature se bodo v severovzhodni Sloveniji v Mariboru in Murski Soboti gibale med 12 in 13, dnevne pa med 16 in 17 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno, deževno in hladno. V visokogorju bo snežilo. Padavine bodo zvečer povsod ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Temperature v naših krajih bodo zjutraj okoli 9, čez dan pa od 13 do 14 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvdeja.si. Ostanite v naši družbi, nasvidenje do jutri.